Kako mladim približati vrednote spoštovanja, odgovornosti, sodelovanja in aktivnega državljanstva na način, ki jim je blizu? Na Gimnaziji Celje Center v programu Predšolska vzgoja so odgovor našli v Čebelah. Z nami je profesorica Metka Krajnc-Sevšek, koordinatorica Erasmus+. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Ja, ta naš projekt EduHive, razvijanje državljanske zavesti in vrednot preko API pedagogike, je mednarodni Erasmus+ projekt. To je združena, torej naša šola, mi smo vodilni partner, strokovno vsebino pa je dodala Nina Ilič. Gre za koncept API pedagogike, ona ima tudi dolgoletne izkušnje na tem področju in je na moje povabilo se priključila. Je pa ona tudi ustanoviteljica Zavoda za razvoj empatije in ustvarjalnosti ENEA, ki pa je licenčni organ za API pedagogiko. Glede na prejšnje izkušnje smo povabili še tole italijansko srednjo šolo Leonardo da Vinci Ripamonti iz Koma in nekako smo skupaj gradili ta most med teorijo in prakso, tudi med šolami, med kulturami in med generacijami. Z nami je tudi Nina Ilič, ki je poleg že omenjenega tudi čebelarka, certificirana API terapevtka, vzgojiteljica. Kako se je vam porodila ideja za ta inovativni program? Ideja za inovativni pedagoški program API pedagogika se je porodila pred približno 10 leti, zdaj skoraj 11, ko so se naključno sešteli 3 dejavniki. In namreč v istem obdobju sem vodila vrtec, usposabljala sem se za API terapevtko pri Zvezi čebelarskih društev Maribor in spoznavala svet čebel skozi oči čebelarske mentorice, ki je moja mama, Simona Gostinčar. Tako da so vse informacije nekako sovpadale. Do tedaj sem imela formalno izobrazbo živilskega tehnika in vzgojiteljice predšolskih otrok in pa delovne izkušnje na področju prehranskega režima v vrtcu in pedagoškega vodenja in dela v vrtcu. Kot usposobljena vodnica terapevtskega psa sem pa uvedla terapijo s pomočjo živali v redno obliko dela v vrtcu Lumba. Tudi prvi medoviti učni vrt v vrtcu je nastal prav pri nas, v vrtcu Lumba, imenoval se je po moji takrat 2-letni hčerki, Enein medoviti vrtiček, in svečana otvoritev je bila na Svetovni dan zemlje 22. aprila 2015. In na ta dogodek smo povabili več s to tematiko povezanih deležnikov in sem še danes ponosna, da nas je s svojim obiskom počastil gospod Gorazd Maslo, takratni vodja odseka za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana. In prav ta dogodek je pomemben zato, ker je bil to prvi konkretnejši stik mojih idej z Mestno občino Ljubljana in začetek naše skupne poti v razvoju API pedagogike. Bila je v bistvu občina Ljubljana med redkimi, ki smo jih obvestili o razvijanju novega inovativnega pristopa in tudi v bistvu edina takrat, ki je prepoznala potencial, inovativnost in svežino. Pomembno je to zato, ker je kar pretežen del let v bistvu finančno in drugačno podporo pripomogla k samem razvoju API pedagogike, predvsem v vrtcu, skozi program API vrtec. Sicer pa je API pedagoški program, ki se osredotoča pa na šolo, API pedagogika za razredno uro, doživel največji razvoj med mojim študijem malo kasneje in to na smeri javna uprava leta 2022 med poglobljeno obravnavo človekovih pravic, temeljnih svoboščin in načel demokracije. In v tistem obdobju sem se srečala tudi s terminom čebelja demokracija, ki jo je že leta 2010 uvedel znanstvenik Thomas Cili iz Amerike. Objavila njegovo študijo pa je Princeton univerza. API pedagogika za razredno uro, to je API pedagoški program, ki je temelj projekta EduHive, je pravzaprav nastal kot kombinacija dotedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in terapiji s pomočjo čebel, potem novih pridobljenih znanj med študijem in opazovanju izzivov med mladimi v tistem času in pa moje večno učenje od narave. Na eni strani opazovanje rešitev, ki jih pozna narava in jih zato človeku ni potrebno posebej ustvarjati, in na drugi strani iskanje konstrukta, ki nekako naj bi izviral od človeka, s katerim se človeštvo ponaša, se pravi civilizacija in ustavna demokracija. In ko sem opazila, da si čebelja skupnost in človeška skupnost nekatere mehanizme delovanja delita, sem napisala teh 10 čebeljih lekcij. Soočenje čebelje demokracije z ustavno demokracijo je bil samodejan naslednji korak in kmalu je zaživela specifična metodologija, ki seveda vključuje tudi pedagoško API terapevtski pristop.
Tako da API pedagogika v bistvu je nastala kot odgovor nekako na nizko okoljsko, trajnostno, bralno, državno in evropsko pismenost in stremi predvsem k razvijanju trajnostno usmerjenih dejavnosti. Več pa po naslednji skladbi. Danes govorimo o projektu Eduhive, ko čebele učijo o spoštovanju, odgovornosti in skupnosti. Kako pa to konkretno prenesete v šolski prostor? Ja, ideja projekta je bila, da to naredimo preko razrednih ur, torej so v projektu v ospredju razredne ure, kjer dijaki skupaj z učitelji in razredniki skozi tako imenovane čebelje lekcije, 10 jih je, razmišljajo o pripadnosti, spoštovanju različnosti, empatiji, nenasilni komunikaciji in odgovornosti posameznika do skupnosti. Poseben poudarek je namenjen preprečevanju medvrstniškega nasilja ter ustvarjanju varnega in vključujočega šolskega okolja. Dijaki so v tem projektu aktivni soustvarjalci. Ja, pomembna posebnost projekta Eduhive je aktivna vloga dijakov. Mi smo izbrali, dijake smo povabili in dijaki so potem, predvsem to so bile samo dekleta, nažalost je tako, da pri nas je več deklet kot fantov, in so one, ki so se prijavile, so ustvarjale in dajale neke ideje in hkrati bile tudi ambasadorke nekih vrednot. No in imeli smo 2 mednarodni srečanji. Prvo je bilo v Komu, kjer so one z vrstniki nadgradile tisto, kar so že delale v Celju, so oblikovali neke primere razrednih aktivnosti, so jih povezali potem z nekimi vsakdanjimi šolskimi situacijami in na nek način je bil tudi dokaz, da se o resnih temah lahko pogovarjamo na razumljiv, predvsem pa na način, ki je življenjski in blizu dijakom. S tem projektom ste naredili velik korak naprej. Aktivno državljanstvo je predmet, ki ga tudi pri nas izvajamo. S tem projektom smo pa hoteli malo nadgraditi oziroma na tak način, da smo spodbujali kritično mišljenje, dodajali to noto aktivnega državljanstva. Hkrati je bilo potrebno veliko komunikacije, dogovarjanja, utemeljevanja, torej razvijamo komunikacijske spretnosti, empatijo pa tudi samozavest. Iti v tujino, biti tam en teden brez mamice, je lahko to kar stresna situacija, ne? In s tem so potem tudi krepili evropsko identiteto in pa medkulturno razumevanje. Kljub temu, da smo si z Italijani sosedi, smo si v določenih stvareh zelo različni, ampak se je pokazalo, da so naše punce zelo dobre v tem in so se zelo hitro povezale in moram priznati, da ti odnosi, ki so se spletli, te prijateljske vezi so še danes. Še danes so v kontaktu, si pišejo in upam, da se še kdaj kje vidijo tudi v živo. Priročnik za razrednike je trajni rezultat projekta. Ja, eden najpomembnejših rezultatov projekta je nastanek strokovnega priročnika za razrednike, ki bo učiteljem ponudil konkretna orodja za izvedbo razrednih ur po načelih API pedagogike. Strokovna gradiva vsebujejo tudi učne kartice, čebelje lekcije, primere dobrih praks, metodološke usmeritve in jasno predstavljeno strategijo za delo z dijaki. Komu pa je priročnik namenjen? Priročnik, zdaj v prvi vrsti smo želeli, da bo za nas in za sodelujočo šolo, hkrati pa smo ciljali na širšo strokovno javnost, se pravi razrednike. V osnovi projekt cilja na razrednike srednjih strokovnih in tehničnih programov, ampak je tako zastavljen na široko, da ga lahko tudi v gimnazijskem programu uporabljajo, lahko, se pravi celoten srednješolski spekter, računamo pa tudi, da se bo še kaj na osnovne šole preneslo, pa seveda tudi svetovalnim delancem, skratka vsi, ki imajo nek izziv sodobne šole pred sabo. Priročnik boste predstavili v naslednjih dneh? Res je, uradna predstavitev bo 31. marca pri nas na naši gimnaziji Celje Center, kar je v bistvu tudi en tak uraden zaključek projekta, ker projekt se letos z avgustom zaključi. Hkrati je pa to povabilo k nadaljnemu razmisleku o vlogi šole pri vzgoji za vrednote, pa želimo si tudi, priročnik smo zdaj izdelali, zaživel pa bo šele, ko ga bo dejansko učitelji uporabljali, morda posredovali tudi kakšne povratne informacije, to si želimo, ker imamo tudi spletno stran namenjeno temu, da zagotovimo tudi to trajnost, da ni to zdaj nekaj, kar smo 2 leti počeli, ampak da se bo to podaljšalo.
Zakaj pa je EduHive pomemben prav danes? V času, ko šole vse pogosteje zaznavajo stiske mladih, porast nasilja in pomanjkanje empatije, projekt EduHive ponuja jasen odgovor. Vzgoja za vrednote se začne pri odnosih, ne z moraliziranjem, temveč z izkušnjo, pogovorom in zgledom. Projekt dokazuje, da je šola lahko prostor sodelovanja, dialoga in rasti, in če si upamo za to uporabiti tudi drugačne, inovativne pristope. Projekt EduHive se bo zaključil avgusta 2026, ampak njegovi učinki bodo živeli naprej v razredih, odnosih in skupnostih, ki jih soustvarjajo mladi. Projekt financira Evropska unija v okviru programa Erasmus+.